Dobrodošli na Bob leta 2017. Na oder prihaja vaš nocojšnji voditelj. Lep pozdrav, cenjeno občinstvo v veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Lep pozdrav vsem, ki nas spremljate preko televizijskih sprejemnikov, pametnih telefonov, neumnih tablic in preko srednje inteligentnih radijskih sprejemnikov. Vsem skupaj dober večer. Najprej informacija za gledalce z močnejšo dioptrijo. S Tadejem Tošem je vse v redu, ni izgubil očal, ni se pomladil in nisi kupil večjega nosa. Moje ime je Jurij Drevenšek, jaz sem vaš nocojšnji voditelj in neposredni odgovor na vprašanje organizatorjev, kje bomo dobili drugega igralca, ko ima manj kot 45 kil, pa mariborski naglas, ne? To je to. Jaz moram priznati, ko so mene prvič poklicali, če bi vodil Bob leta, jaz sem bil prve 5 minut kot Karl Erjavc, ko govori angleško. Praktično brez besed. Ker mene je presenetilo, ker jaz ne vem, če bi to znal, sem rekel, ne vem, ker Tadej Toš je vseeno igralec in komedijant, ne, jaz sem pa sam igralec, ne, so rekli v redu, dobiš pol manjši honorar, rešeno. Ampak, jaz ne vem, če bi to lahko, sem spet cincal, ker, veste, Bob leta je zmeraj bil en dogodek, ki je vključeval družbeno kritiko, jaz sam sem pa zelo nekonfliktna oseba, res. Če bi mene namesto majstra poslali gor na mejo leta 18, danes bi ta dogodek potekal v nemščini, res, sigurno. Jaz sem nočna mora Uroša Slaka, res, jaz se ful ne maram kregati. Pa si ne rabiš biti nekaj kritičen, so mi rekli, ne rabiš. Ti sam povej, kaj te moti, ampak na en tak zabaven, duhovit način. Ne vem, no, nazadnje, ko sem doma to naredil, sem pol 2 tedna spal na Zofiji, tako da... Ampak pol sem pa začel razmišljati, zakaj pa ne? Zakaj pa ne bi jaz enkrat imel možnosti stati na domačem odru, pa izpostaviti probleme in preče nevšečnosti današnje družbe, pa da ni sindikalni sestanek drame. In pol sem si rekel, ja, ajde, piči Miki, to je to, tako Melanija pred leti, brez plana, brez premisleka, ampak z upanjem na najboljše. Tako da, dragi in drage, jaz upam, da mi vas danes skozi ta večer uspe pripeljati brez poškodb, vesele, razigrane, na trenutke zamišljene. Jaz obljubim, da bom dal vse od sebe, če boste pa še vi dali kak nasmeh, pa kak aplavz, pol bo pa vse tako, ko mora biti. Nocoj podeljujemo Bob leta že 19. Sprehodili se bomo skozi 10 izjav, skozi 10 bobov, ki so na tak ali drugačen način zaznamovali leto, ki je za nami. Leto, ki je bilo pisano že od samega začetka, barvito od začetka do konca. V Ameriki je prvega črnega predsednika zamenjal prvi oranžni predsednik, na zelenih površinah pa so spet kraljevali vijolični. Maribor! To! In v arbitraži smo dobili 3/4 Piranskega zaliva, kar generalno ni slab izplen, na hrvaški strani je ostalo sam par vasi in Mercator. In gradili bomo drugi tir, čeprav je sever države že leta na njem. Ampak stvari se obračajo na bolje, vlada skrbi, da ne ostajamo izvzeti iz aktualnih trendov. Po katastrofi v Kemisu na Vrhniki tako zdaj gradimo Magno v Hočah. Pa ne me narobe razumeti, jaz sem ful za nova delovna mesta, sploh takih bo prinesla nova tovarna, sam ne na dokazano najbolj rodovitni zemlji, ker konc koncev je Kanglerju na enem samem hektaru zraslo 100 ton zelja. Ja. V Vurberku, tam je vse po starem. Tako da zdaj pa res pomembnim dogodkom, naši rokometaši, ne to, kar so nam zdaj delali sodniki, ne to, v 2017 oni osvojijo bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v rokometu, naši rokometaši. Potem naše odbojkarice, isto leto, tako en aplavz, bravo fantje, bojo, tudi letos bojo, nekaj bo, ne. Potem naše odbojkarice, one osvojijo srebrno medaljo na svetovnem prvenstvu, bravo punce, dajmo še njim aplavz, yeah.
Ampak tega nažalost noben ni opazil, ker so isti dan naši košarkaši zmagali Evropsko prvenstvo v košarki. Bravo, fantje! In končno, yes, yeah! To. In končno smo lahko mi drugim evropskim državam grozili s trojko. Potem smo bili priča divji rasti nove kriptovalute Bitcoin. Res noro, to je kar letelo gor. Če si 5 let nazaj vložil 100 evrov, imaš danes 1500 evrov. To je lih obratno od delnic nove KBM. In naša severna soseda je dobila najmlajšega premierja v Evropi, najbolj simpatičen stvar zaenkrat na njemu je njegov priimek. In v Združenih državah Amerike se je razplamtela spolna nadlegovalska afera. Toliko prijav spolnega nasilja mi nismo videli od boljše založenih ljubljanskih lekarn. In potem smo bili ogorčeni, smo bili presenečeni. Res, pa to se dogaja pa v Ameriki, pa to je neka kulturna nacija, to je Zahod. Res in še v nekih kulturnih krogih. Mi smo bili tako presenečeni, pa tako fejst ogorčeni, da noben od raziskovalnih novinarjev ni šel preveriti, kaj se dogaja po naših univerzah, pa fakultetah, pa javnih zavodih in podobno. Ampak jaz sem sam igralec, jaz ne morem komentirati teh stvari, ne morem. Mi smo itak bolj fizične osebe, mi se radi dotikamo, ne. Odkar sem jaz zaposlen v gledališču, so me itak večkrat potrepljali po riti kot po rami. Tako da, jaz včasih ne vem, ali sem zaposlen v Drami ali v NK Maribor. Ajde, idi na oder, ja no, se grem, ja no. Pa pustimo to, kaj se dogaja za odrom, pustimo to veliko bolje zanimivo dogajanje, ki bo zadevalo vse nas v prihodnjih letih. To je ne glede na to, kje živimo, ne glede na to, v kaj verjamemo in ne glede na to, kaj smo. In prav o tem govori naša prva izjava. Režija, prosim. Dr. Matjaž Mulej, ekonomist, upokojeni profesor. Je že tako. Če naravo uniči narava, se temu reče katastrofa. Če jo uniči človek, se temu reče razvoj. V srednji šoli je moj profesor za biologijo vedno razlagal, da narava je kot žena po 20 letih zakona. Ti jo jemliš za samoumevno, dokler se en dan ne zbudiš in ugotoviš, da je ni več. In če zdaj pustimo ob strani ironično dejstvo, da ga je potem čez 2 leti res njegova žena pustila in šla s telovadnim učiteljem, pol je imel kar prav, ne. Ker narava nas ne zanima, čeprav je vse posod okrog nas in jo stalno izkoriščamo. Povprečen Slovenc deli naravo na 3 dele. Tisto naravo, ki je za speč pa za skuhat, naravo, po kateri se pleza, smuča in plava, in tisto naravo, zaradi katere se boš lahko kregal s sosedom, se pravi jablana ali pa travnik. To je pa to. Problemi narave pa nas ne zanimajo, ne. In še ko se pojavi kakšna težava, fanti, naredili smo eno ogromno ozonsko luknjo, takrat je naša rešitev običajno, ja nič, bomo šli pa po 4. na plažo, ne. Rešeno. Ker itak nismo mi krivi, ne, ker luknja se je naredila, ne, pragost izginja, ozračje se segreva, to, da bi ga pa mi segrevali, ne, to pa ne. Naše matere so v 70 letih sprej za lase lastnoročno pripomogle k temu, da je izginil velik del zemeljske atmosfere, ne. Mi se pa še vedno delamo, kot da se nas to ne tiče, ne. In se, kaj pa mi lahko naredimo, ne? Se itak so te Kitajci krivi, ne. Oni imajo te vstrane tovarne s temi dimniki, ko spuščajo to vse strani gor v luft, ne. Mi smo nič, a res? Ker ta luster za €99, ko pa pri nas doma živi, je pa pač made in tezno, ali kaj. Saj smo vsi del globalne ekonomije, saj vse povezano, saj Evropa kupuje kitajsko robo, Hrvati kupujejo slovenske firme, Slovenci kupujemo svoje banke, ne. Vse je povezano, mi smo vsi na enem planetu, res? Vsi smo na enem planetu. Če greš zdaj na štuka ob 3 zjutraj, nimaš tega občutka, ampak smo, ne. In če nas vprašaš, mi imamo vsi ful radi naravo, ful jo imamo radi, ampak ko se je pa treba minimalno žrtvovati, tu se pa neha, ne. Primer, zadnjič sem šel z mamo po kartušo za printer, ne. Midva prideva v trgovino, se postaviva, mati, evo, izvoli, to je kartuša, stane 60 evrov. 60 evrov, za eno kartušo, si ti normalen? Ja, mati, pač to kartuša stane, kaj ti naj jaz rečem? Ampak gledaj, tu imaš pa cel printer s kartušo vred za 55. Ja, razumem, da imaš tu cel mati, gledaj, to pomeni, da boš doma morala završiti cel printer, pa da boš potem s tem posledično smetila okolje, pa da bo pač, ne vem, odpadek bo ostal za tabo. 55 evrov. Razumem, mati, 55 evrov, ne vem, pomisli na Amazonijo, pomisli na planet, pomisli na kisik, malo daj pomisli na te zadeve. 55 evrov. Mati, gledaj, jaz ti dam teh 5 evrov, če boš ti vzela samo to kartušo, ok, 5 evrov mi daš? Veš, kaj si lahko jaz kupim za teh 5 evrov? Lak za lase, jaz ga že od 70-ih nisem uporabljala.
Ker mi smo sebični, ne? Ker narava je naša in mi lahko delamo z njo karkoli hočemo, ne? Karkoli. Če pa kaj drugega škodi naravi, to pa ne, to pa Bog ne daj. Žled pa lubadar sta na spisku slovenskih sovražnikov, takoj za Hrvati pa davki. Ne? Ko mi posekamo amazonski pragost, takrat gre za napredek, to gre za razvoj, to gre za dober biznis. Ne? Ko pa gre lubadar na kosilo, je pa to naravna katastrofa. Vijolični alarm. Pa se ne rečem, nas narava kdaj ful udari, ful. Američanom, recimo, njim vsako leto vsaj 2 mesti odpihne, pa se oni še vedno niso naučili, ne, da bi pač bajte gradili z opeke. Ampak bi se pa mi lahko po nečem zgledovali po njih. Ne? Oni imajo en tak osebni stik z naravo, znajo sprejeti svoje katastrofe, znajo jih objeti, znajo njih nekaj narediti. Oni jih poimenujejo. Orkan Katrina, orkan Harvey, orkan Irma. Zakaj mi ne recimo poimenujemo naših katastrof? Žledolom Vinko. Hudournik Brane, vihar Marjeta, ker mi je Marjeta strešnik odpihnila, pa mi je tašča ubila. Tako zveni bolj domače, ne? Ampak vem, lahko je govoriti, teže je kaj narediti, ne? So tudi kakšne te ekološke zadeve, ko verjemite, tudi mene totalno izbezumijo, res, recimo ločevanje smeti. To, da mi toliko cajta in toliko pozornosti namenjamo ravno ločevanju smeti in to v času, ko je v Evropi vnovični spon nacionalizmov, je itak narobe, ne? Papir, steklo, embalaža, mešamo! Pozdrav vsem, ki nas gledate v Avstrijo, Italijo, Hrvaško. Zna kdo kako Thompsona? Ne? No, ampak koliko enih vprašanj se tudi pojavi o ločevanju odpadkov, ne? Turistična pašteta. Je to res organski odpadek? Jaz sem videl plastične igrače, ko so imele manj EO not. Ali pa kozarci od kumarce. To zgleda kao enostavno. Porabiš, vržeš stran, to je to. Ne. Pokrovček gre v embalažo, spodnji del ne gre nikamor, zaradi tega, ker se moraš ti najprej nalepke dol znebiti. Se pravi, potem ti to nalepko najprej odmakaš in tam potem to dol imaš, papirček moraš posušiti, ker sam suh lahko gre v odpadni papir, potem moraš vse to skupaj umiti in potem to vržeš stran, zraven si pa skozi misliš, zakaj moram jaz, nisem jaz te nalepke gor limu na te kumarce, se jaz brez nalepke vidim, da so to kumarce, sploh pa kdo uporabi to klepila, kdo, kaj si je ta človek mislil, res ga je bilo strah, da bo pač nalepka dol padla, ali ima pač strica prnejo v stiku. Res, ker smo mislili, da bomo kao vsi brez te nalepke ful zmedeni. Shit, jaz ne vem, če so to kumarce. Res, ker meni se tudi zdi, da mogoče je pa zemf. Ja, ali pa so šraufi v kisu, brez nalepke nikoli ne bomo vedeli. Folk, jaz vedno pravim 200 litrov vode pa 2 sloja kože, da spravim dol to nalepko. To pa je ekobio, ali kaj. Res. Ampak dobro. Ampak dobro, če se je v skrbi za naravo kaj premaknilo, se je vsaj to, da zdaj o tem govorimo. Znanstveniki pravijo, da če se temperatura zemlje dvigne za 2 stopinji, da bomo priča nepredvidljivim posledicam. Ja, bi rekel, ja. Gladina morja se itak že dviguje, tako da tisti, ko imate bajti v 3. vrsti ob morju, boste kmalu na rivi, ne? Vsi bogataši, pa pač ti, ko imate pa vile direkt ob morju, vi boste pa pač pod vodo, ne? Se pravi, da v Sloveniji globalno segrevanje niti ne bo toliko ekološka katastrofa, bolj bo socialni korektiv. In ja, ampak, pa tudi, da ne govorimo, koliko morja bomo naenkrat imeli, ne, koliko morja bomo imeli, res, Postojnčani itak že leta govorijo, da so oni Primorci, no zdaj bo to končno res. In potem, ko še enkrat Hrvatom otoke zalije, ne, takrat se bomo pa mi lahko hvalili z našimi biseri slovenske turistike, z biseri naše riviere, Sunčani Snežnik in Zlatni nanos. Ampak, ja. Ampak kdo ve, kaj bo. Zaenkrat, itak ljudje mislimo skozi, da vemo, kaj delamo. Mi nimamo pojma. Zaenkrat je sigurno samo eno. Največja naravna katastrofa je človek. Druga največja naravna katastrofa so pa selfiji. In več o tem v našem drugem Bobu večera. Režija, prosim. Marko Vezovišek, scenarist. Danes Shakespearjevega klasičnega ogledala ne moremo več nastavljati. Kar je ostalo, je selfie, ki potrjuje lastno idealizirano sliko. Pravijo, da za našo digitalno generacijo čez 500 let ne bo ostalo nobene sledi več. Ohranjene se bojo samo kamnite strukture, redke papirnate fotografije in Angel Caliković. Ampak milijarde fotk, milijarde videov in predvsem selfijev, ki jih pa imamo mi spravljeni na lastnih telefonih, to bo pa zginilo za zmeraj, ne. Kar mogoče niti ni slabo, res. Ker če mi res hočemo, da naši zanamci sklepajo o kulturi in inteligenci 21. stoletja na podlagi posnetkov, ko jih imamo mi v našem telefonu, ne,
na pijački s prijatelji, ful se imamo dober. Ali pa z Nušo na kavici, ker se imamo ful boljš, pa se delamo, da se v resnici ful boljš razumemo. Res, folk, če je najbolj informativna slika v našem telefonu, jaz imam ful hud nov pullover s ful hudim vzorčkom, pol je mogoče boljše, da vse skupaj zgine, res. Ker slike naših detkov, naših pradetkov, to so bile res neuglajene. Ok, večinoma s pogrebov, s porok, ali pa star foter sedi, pa stara mama ima roko na njegovi rami, pa oba strepo gledata nekam naprej, ne. V redu, smo gledali te slikce, ne, ampak tudi jih je bilo manj, oni so imeli možnost narediti 500 slik v enem dnevu, ne. Ker kdo pa ve, če bi pa že naši pradedki recimo imeli telefone, bi mogoče mi danes lahko gledali njihove selfije, kak delajo pač duckface na soški fronti ob kolegu brez noge, ne. Ali pa brali Instagram objave naših babic. Ful beden dan za bežati v gozdu, ful, hashtag Nemci za nami, ne. Ampak dvomim, niso bili tako butasti, kot smo mi, ne. Nismo bili. Ker mi pa itak gledamo vse sam še skozi perspektivo sebe, ne. Sam še jaz, ne. Jaz, pa po moje, ne. Pa če mene vprašaš, ne. 400 let po Galileju, pa se spet vse vrti okrog nas. In meteor leti proti zemlji in nas bo vse zradiral, čez 3 dni ne bo več življa na tem svetu, ampak mi se pa sprašujemo, ja, ampak kako pa to vpliva name, ne? Ker jaz pred trgovino, jaz na letališču, jaz krtko, Mi smo padli smo v nek zahodnjaški selfie zen. Če kao tega noben ne vidi, smo se potem mi sploh imeli dobro. Res, folk, če bi 5 let nazaj kdo hodil z enim štilom, na katerega bi si nalimal potem gor eno majhno ogledalco, pa bi se potem postavljal pred kamnite znamenitosti, pa bi se smejal, pa delal facice noter, pa razne te stvari, mi bi hitro poklicali Marico, pa bi ga strpali v umobolnico, no res. Danes, ker imam pa kao telefon gor naliman, je pa vse v redu, ne. Če še hrano moramo poslikati v restauracijah, bogi gostinci itak več ne vejo, kdo je gost, kdo pa sanitarna inšpekcija. Ja, saj to je. In cele generacije hipsterjev, oni sploh več ne poznajo koncepta vroče juhe, ker prej on to župo do konca poslika z vseh 100 zornih kotov, razumeš, to je tako že hladna predjed. Ampak v restauracijah zdaj razmišljajo, da bi stole začeli obračati stran od mize, ne, tako da bi potem bili krožniki za nami, ker pol ful lažje narediš selfie, pa še krožniki ostanejo nedotaknjeni za celo naslednjo garnituro gostov, ne. Ker itak ni point v hrani, point je v nas, ne. Point je v nas. In ker smo mi stalno v centru lastne pozornosti, na misli drugih sploh nič več ne pomenijo, ne. Včasih je bila kultura je bila nek komentar družbe, nek kritični vzvod, ob katerem so se zastavljala vprašanja. Glavno vprašanje danes, ki se pa zastavlja v zvezi s kulturo, je pa kako lahko mi to ukinemo, no? Kako lahko mi to ukinemo? Ker je kultura postala moteč dejavnik v vseh svojih dejavnih oblikah. In pa se kva bi pa ti umetniki radi, no? Kva bi pa radi? Kaj bi radi? Malce posluha, pa kaj za pojest. Ampak res, razumem, časi umetnosti niso naklonjeni, ampak dejte, no, se to pa vsak lahko dela, se jih vidim, kva delajo, no, tam, da bi jih jaz plačal, svojega denarja, dejte, no, tam grejo gor na oder, neki cigu-migu gor skače, pa se pa neki pretvarja, no, se jih vidim. In tako so pa sam pedri pa pjanci, jaz da bom te za to plačeval, pozabite, ne, res, pozabite. Jaz ne vem, če je kjerkoli drug poklic tako fejst definiran z predpostavko oziroma zastavkom, da to pa vsak lahko dela. Mene prav zanima, če kdo od vas vodovodarju reče, ko pride k njemu domov, a da bi te plačal, a za tole, a da te jaz plačam, na svojega denarja, pozab. Prvo si tak 10 minut zamudil, pa si se tle neki po kolenih plazil, pa mi pliki, plokice, viskap sestavljal, pa ne bo to šlo, no, to ne bo res. Itak ste pa sam pjanci, pa pjanci, ne, itak ne, ampak ne, boh ne daj. Ker vodovodar je kralj, ne, mi se mu klanjamo, tam skoraj do sifona, pa mu plačujemo, evo, izvolite, brez računa za vas, brez računa, res. Ni problema, ker vodovodar je rešil tvoj konkreten problem. On ti ni prišel težiti s temi nekimi abstraktnimi idejami, tako ti grozni umetniki, ne. Ker jaz ne rabim kulture, jaz sem sam sebi popolnoma dovolj. In namesto glasbe, danes poslušamo glasbene remikse, namesto filmov gledamo računalniško animirane stripe za 11-letnike in namesto televizijskega programa reality šove. In Ježke in Šugmane je na večerni televiziji zamenjal Mišo Ščrnuč. Ker mene je ful me je prizadela izjava od Mirele, ki mi je včeraj rekla, da jaz slabo skrbim za svojo da se jaz nisem stuširal, kaj ful ni res, ker vsak je včeraj gledal oddaje, pol videl, da sem se si stuširal, preden sem šel v hišo in da sem pol uporabil da sem se pol na špricu pod roko, no. In mi jih gledamo, pa se govorimo, lega, kaka budala, primerjavi s tako kul pofotografiranim jazom, kot sem jaz. Ampak jaz ne vem, kdo je zares večja budala. Budala ali tist, ko ga vsak večer gleda. Tako da.
In ko smo že pri bedakih in junakih, čas je za tretjo izjavo nocojšnjega večera. Režija, prosim. Doktorica Svetlana Slapšak, antropologinja. Treba se je več gibati med ljudmi in manj tekati med dresi ter iskati srečo v dragih fitness centrih in med policami samopostrežnic. Kajti biti srečen in čim bolj butast je zahteva, ki nam jo postavlja politična kasta. Statistični urad pravi, da smo Slovenci po številu nakupovalnih centrov peti v Evropi. Peti v Evropi, šele peti. Jaz moram priznati, mene je ta podatek ful presenetil. Ker očitno so to statistiko delali brez, da bi se sprehodili skozi Celje, ne. Ampak tudi ostala mesta vedno bolj postajajo podobna temu, ne, kot da smo pač med nakupovalne centre mogli uturiti par teh stanovanjskih enot, samo zato, da se imamo potrošniki kje naspat, ne. In ko bojo trgovci končno, ko boste trgovci končno pogruntali, da nam lahko pograd nastavite tam v kotu trgovine, pol mi tudi domov ne bomo rabili več iti, res. Ker itak imamo že zdaj te festivale nočnega nakupovanja, all night shopping, res. Ker če človeka kaj navdušuje in kaj bolj sprosti, je to, da si hlače probava tam ob 3 zjutraj in da se s polnimi rokami vrečk sprehaja po zmesečino ob sijanem Europarku. Noč živih kupcev. Ker že itak... Ker že itak, če greš ti čez dan v te nakupovalne velike centre, imaš ti občutek, da so tam sami zombiji, ko potiskajo vozičke čips, vzemi 3, plačaj 2, čokolada, vzemi 4, plačaj 5, kruh brez glutena, mleko brez laktoze, cuker z manj sladkorja, voda z okusom. Voda z okusom. Voda z okusom. Kdo mi lahko pove, kdaj je voda z okusom postala dobra stvar? Če si 20 let nazaj dobil vodo z okusom, sta bili dve opciji. Ali si v podsaharski Afriki ali pa v hotelu Orl. Danes pa res. Danes pa ne veš, ali si naročil vodo ali šampon. Res. Aloe vera, esence lešnika. Ne. In res, ne rabi imeti vse arome. Mislim, ne rabi imeti vse tudi okusa. WC papir z vonjem posilki. Zakaj? Res. Čez cajt bojo še... Res, čez cajt bojo še kanalizacijske cevi imele von po limonski travi, ne. Ker kdaj smo mi postali taki potrošniki? Nam cel life, celo življenje nam minevajo na nakupovalnih centrih, ne. Ker kje so časi, ko so se ljudje dobili pod lipo zvečer, ne vem, se malo pogovorili, sosed je dal sosedu roko, so poklepetali, vprašali po družinskih članih, ne, pa zvečer mogoče kaj zapeli. Ker si predstavljate danes, da pač, ko že sonček zahaja, pa neonke oranžkasto brlikajo, da bi pač ena skupinica nakupovalcev se tam dobila pri tekočih stopnicah, pa bi skupaj eno ubrano zapeli. En mikser sem kupil za česen sekljat, je na baterije prav fejst aparat. Prodajalec prasec mi povedal ni, da se baterij v kompletu ne dobi, ne bom jih kupoval, sem že za mikser dal, bom raj na roke ga sekljal. Ker mi non-stop delamo, zato da bi lahko dovolj zaslužili denarje, da potem lahko direkt v nakupovalni center, da si pola kupimo ful robe, ko itak ne rabimo, ne, in potem si lahko kupimo še ful hrane, ko itak ne moramo požreti, in potem se redimo in se sekiramo in se govorimo, ko sem jaz debel, jaz pa moram iti zdaj v fitness, jaz pa moram shujšati, ampak nimamo denarja več za fitness, zato pa moramo iti še enkrat nazaj bolj delati, ne. Ker res, zakaj bi kdo sploh plačeval za fitness? Pejt ven! Pejt v gost, pejt na sprehod, dejte se tam sprehoditi. Jaz razumem, gost nima vonja po zašvicanih štumfih, pa iti so ono tako večina fitnessov, ampak se da fajn razgibati, res, da se. Ja, ampak v gozdu nimaš teh mašin, ne. Kerih, kolo, ki se vozi na mestu, stari moj, če ti to tak veš pila, jaz ti posodim svoj avto, Clio letnik 92, imaš itak občutek, da se voziš na mestu, pa ga teraj, koliko ti paše, res. Res. Ker fitness je, to je... Fitness je tak fenomen naše dobe, res, za nobeno drugo aktivnost ti na svetu ne plačuješ članarine, da potem greš tja, da se lahko 1 uro prostovoljno ponižuješ pred neznanci. Se nobenemu nikoli na fitnessu, prav nobenemu od nas. Enemu tipu, ko ga ima pa čisto vsak fitness. In opazite ga, pol tam, ko stoji pri največjem špeglu, res, ful preveliko telo, ful premala glava in pol dela te vaje, ne.
In ti ga gledaš, si misliš, oba. In tako ima celo roko kot ta primorski krug, 10 buhlov. In za kjerokoli mišico ti delaš vajo. In tako on že eno večje, ko zgleda kot brat od tvoje mišice. Ne? In res, jaz pa ne vem, zakaj ga imajo noter v fitnessu. Imajo ga zato, da se mi počutimo slabo, ne, najetje, zaradi tega, da kao mi nismo nič napredovali, ker nam skozi slabo vest zbuja, ne. Kar ful ni fair, to ful ni fair. To je isto, kot da greš v Luna Park, pa potem pač vidiš tam tega medvedka, pa rečeš, punca, jaz ga bom dan za tebe zadev s to zračno puško noter, v direktno tarčo, pa zraven tebe stoji Jakov Fak. Na, sretno, ne. Ampak mi potem tako švicamo in rinemo vozičke direkt tja, kamor nas usmerjajo oglaševalci, ne. Država pa gre ta cajt po svoje, ne. In redki vejo, kdo je trenutni gospodarski minister, ampak vsi pa vemo, kje so najbolj zveste cene za najbolj zveste kupce v torek, ne. In odločitve se sprejemajo v našem imenu, medtem ko mi srečni brskamo med 8 vrstami čipsa, ki ne redi. In res, mogoče je pa edini način, da zbudimo aktivacijo državljanov pri političnih odločitvah, to, da jim damo popust na nekaj. Predsedniške volitve in šunka 20% CD-je. Mogoče bi šel kdo volit, ne? Ali pa referendum o drugem tiru in grški jogurt pred iztekom roka 70 off. Oglaševalci itak delajo reklame za ciljno skupino od 9 do 99. Jaz sicer ne vem, ali je to let ali IQ točk, ker koliko reklam o sveže piščančjih prsih lahko človek vidi, predno se mu dokončno spele, res. In naslednja družbena revolucija ne bo posledica nekih vznesenih govorov revolucionarjev, ki nam bojo brali svoje tekste. Ne, ne, ne. Samo ena reklama za čistila na TV-ju bo preveč in folku se bo sam snelo. Res. Upam pa, da se bo vam zdaj čisto lepo in pozitivno snelo ob naših prvih glasbenih gostih. Dame in gospodje, skupina poimenovana po najbolj skrivnostni pošasti in najljubšem družinskem članu vseh slovenskih sinov, Bigfoot Mama! Še kaj zagona, a si še želim letet. Če odklenaš vrata, a bom hotel jih odpret. Zdaj sprašuješ luno, ker jaz ostal sem brez besed. So še barve žive in oči iskrive, kako zelo. Še sanja se ti ne, še sanja se ti ne, še sanja se ti ne, še sanja se ti ne. Kradu zate, pa zunate v temi. Zdaj sprašuješ druge, ker meni je zmanjkalo moči. Da bi ti povedal, da bi ti pokazal, kako zelo. So barve žive, kako oči iskrive, kako zelo. Še sanja se ti ne,
Drage, smo nazaj. Upam, da ni bilo preveč piščančjih prsi in ultra sveže beline. Še vedno smo na prireditvi Bob leta 2017. Še vedno imamo krasno, čudovito občinstvo v veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor. In še vedno ne vemo, kateri od naših Bobov bo proglašen za Bob leta. Zato gremo pogumno in urno naprej. 4. izjava, režija, prosim. Marko Prezelj, alpinist. Z virtualnim svetom so nas nategnili. Google Earth, Street View, vse vidimo. Ampak to je kot virtualni seks. Jaz se absolutno strinjam z izjavo gospoda Prezlja. Jaz osebno ne hodim v gore, ker sem alergičen na napor. Tako imenovana švic intoleranca, blazno neprijetna zadeva. Ampak verjamem pa, da ko si enkrat tam gor, na par tisoč metrih, da je svet čist drugačen, ker je neka mistična izkušnja, kakorkoli to obrnemo. Gore so bile vedno prostor razodetja. Mislim, noben ne gre hoditi po Prekmurju, zato da bi bil bliže Bogu. Ker če ti greš hoditi po Prekmurju, se kvečemo bliže sam madžarski meji, pa tveganju za srčno kap zaradi povišenega holesterola. To pa je to. Ampak mi navadni smrtniki, ne, mi pa tudi po ravnem več ne hodimo, ne, nam se to ne da. Mi gremo kvečemo sam še do telefona, pa do tablice, pa ajde, mogoče do laptopa, to pa je to. Ker nas je virtualni svet, nas je popolnoma zasvojil. In iz nas je naredil nekaj, kar mi nismo. Jaz recimo vsako jutro podelim vsaj 15 lajkov na različne stvari, kao na socialnih omrežjih. 15 v enem samem jutru. Kao to je malo preveč, ne, mislim, res, ker kao 15 stvari je meni všeč v enem samem jutru. Koliko stvari je meni recimo všeč v celem dnevu, ali pa koliko stvari je meni recimo všeč tekom celega svojega lajfa. Ajde, materino mleko, like, Joška, like, Ropotulica, zbujene sredi noči, oči, mami, like, srebrna barvica, Anita iz 6. A razreda, ki je 3 leta starejša in te ne šmirgla 5%, like, šola v naravi, like, počitnice, like, palačinke z nutelo, smučanje, Maja iz 6. A razreda, ki je tvoja paralelka in te ne šmirgla 5%, poham piščanc, prvi poljub, prvo pivo, vse sošolke v gimnaziji, like, muzika, ki živcira tvoje starše, frizura, ki živcira tvoje starše, fakulteta, ki živcira tvoje starše, punca, ki živcira tvoje starše, ravno toliko, da se z njo poročiš, medium rare, pečena govedina, like. In to je to. To je 23 stvari v 32 letih na internetu, pa kao uspod stisneš 15 lajkov v enem samem jutru, ne. Ampak dobro, to nismo mi, ne, to nismo mi, to so neki boljši, bolj virtualni, bolj dobronamerni ljudje, ki bi radi, da jim je vse všeč, ne. Ker neverjetno, kakorkoli se sliši, ampak ta dostop do vseh informacij sveta je nas naredil ful bolj glupe, ne. Ti, koliko je že 2 plus 2? 2 plus 2, čak da pogooglam, ne. Res, kje si pa ti doma? Kje sem jaz, ne vem, ker mi GPS ne dela, res, ne vem. In veste, ko pravijo v šoli, da ni neumnih vprašanj, valjda, da so, sam svoj search history v Google pogledajte, res. In če bi Google bil fair, bi nam vsak mesec objavil naših 10 najbolj neumnih vprašanj, samo to, da se pač malo zamislimo, ne. Ali so bencinski servisi 24 ur odprti, če piše gor 24 ur? Se ti kocka ledu lahko zatakne v črevesju? Google. Lahko sin podeduje tetovažo od očeta? Google. Res? Ker res, da ne govorimo o tem, karkoli pogooglaš v zvezi s sabo, itak ugotoviš, da si resno bolan, ne, na svet. Če hočete ostati normalni, nikoli ne googlajte svojih simptomov, ker sigurno bo rak. Karkoli vtipkaš v Google, je rak. Izpadanje las po 28, rak. Bolečine v križu, rak. Verjetno kostni, ne, ni 25 let star jogi, ne, to bi bilo preveč očitno, rak je, sigurno, res. Če vneseš noter geslo potočni rak, ti bo najprej vrglo 8 rezultatov ven, ki bojo reklame za kemoterapijo, še leta 9 bo potem dejanska povezava na Wikipedijo za potočnega raka, ne. Ker mi smo sužnji interneta, res. In tu, če gremo kdaj po kakem slučaju ven na sprehod, to itak zgleda danes tako, ne. Res, vrhunec evolucije. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens in Homo mobilis. Homo mobilis je svojo značilno zgrbljeno držo popolnoma prilagojen posameznik 21. stoletju, svojim pogledom prilepljenim na ekran se spretno izogiba vsej okolici, posebej stikov z ženo in šefom, in pri njemu gre za popolno zakrnelost vseh organov, razen kazalčka za swipanje in swipe pavčka za talanje lajkov. Evo. Jaz sem drugače odraščal, res. Mi smo se dejansko igrali na dvorišču. Danes pa, če vidiš na otroka na dvorišču, se ne veš, koga bi poklical, socialno ali računalniški servis.
Ker sta samo ti dve opcije, ali mu je kompjuter crknil, ali so ga pa starši ven vrgli. Res. In to je velik preskok od našega otroštva, res velik. Danes otroci, še preden shodijo, oni že imajo dostop do interneta, dostop do vseh informacij sveta. Mi smo imeli pa dostop do peskovnika in 3 bolezni, od tega 2 pasjih. Ampak smo pa odporni, ne? Mi smo to žrli, ne smo odporni. Danes pa otroci nič več ne smejo, nič. Oni ne smejo nič. Kijan, ne tam tisti klopcem, pazi. Altina, ne z rokami pod leh, ker ne vemo, kdo je tam hodil, no. Asfalteja, manj tihi, manj. Res, bogi otroci, oni nič več ne smejo, res. Čez cajt bojo, ni čudno, da imajo alergije na vse. Oni pa začeli še od prehlada umirati. Oh, fuck. A to je to. Ušesa nos grlo, pa malo se potim. Šice sem vedel, da me bo en dan zadelo, vse sem si sam kriv. Predtem me je mama svarila, kaj pa sem šel včeraj ven na zrak. Adijo vsi prijatelji na Facebooku in adijo vsi ta pravi prijatelji na Instagramu. Hashtag so alone, dying, hashtag so painful, to je log of 4 ever. Res. In Američani pravijo, ne, da bo pač apokalipsa izgledala tako, da se bo en orjaški komet zaletel direkt not v nas, pa bo vse šlo v maloro, ma ne vem, no. Tako kot zdaj izgleda, bomo vsi umrli od alergične reakcije na gluten ali pa na ambrozijo. In ko smo pri zdravju, naša 5. izjava govori o njem. Režija, prosim. Nina Kozorog, zdravnica. Bomo toliko časa hodili po robu, da bo celotna zdravstvena dejavnost centralizirana v večjih mestih, vsi odročni kraji pa bodo lahko zdravniške nasvete iskali v gorskem zdravniku? Ko si mlad, ti ne razmišljaš o napotnicah, ti ne razmišljaš o zdravstvu, o vrstah, ne rabiš. Problemi zdravstvenega zavarovanja so zate ko NK Ankaran v fuzbalu, na zadnjem mestu. Ker bolnica je itak nek kraj, kamor te starši peljejo, ko si zlomiš nogo, ali pa kamor te pridejo iskat po maturantskem plesu, ne, ko si zlomiš jetra. Ampak žal se vsi staramo, razen Helene Blagne, in tako se en dan zaveš, da poznaš imena vseh sester in vseh zdravnikov v zdravstvenem domu in da z dejanskim zanimanjem ti poslušaš te zgodbe o Išiasu v čakalnici, ne. In takrat ti veš, končno si star, bolnik za polni delovni čas, profesionalni pacient. In dileme o bistvu življenja, hrani, seksu, naenkrat zamenjajo bolj konkretna vprašanja. Kakšna je razlika med redno, hitro in nujno napotnico in zakaj imam ravno jaz napačno? Ali te bo operiral nek super fajn, sposoben mlad kirurg ali nek XY tip, ki je ravno zgubil službo v MIP-u? Te bo reševalc lahko pripeljal do bolnice do pravi čas ali si se zeznil, ker si pač kupil stanovanje v Markovcih? Ne veš, milijoni se vsako leto dajejo v opremo bolnišnic. Ne? Približno 15% naših bruto plač gre v zdravstvo, naše bolnice pa še vedno izgledajo kot indijske železniške postaje, z malo manj podganami, ampak enako dolgimi čakalnimi dobami. Ne? Ampak dobro, jasno je, da se s tem denarjem ne ravna vedno najbolj gospodarno. Bolj preplačana od pediatrične klinike v Ljubljani je samo še Daniela na novoletnih koncertih v Ljubljani. Kaj pa preprodaja tistih protez v novogoriški bolnici? Bravo, res. Kak človek moraš biti, da greš to delati? Res. Še obtoženi v aferi Balkanski bojevnik ne bi šli preprodajati kovka po dvojni ceni. Ampak tako pač je, ne. Tako pač je. In očitno je tako vse ostalo, je tudi zdravstvo postalo vedno bolj biznis. In pravijo, kao človeško življenje nima cene. Ja, pri nas jo ima, ne. Itak, če vprašaš zavarovalnice, najbolj rentabilno, da takoj zraven, ko si gradiš bajto, da si zraven park placa že takoj vzideš zraven grobno jamo, da takoj, ko eden od tvojih družinskih članov guzne, da ga ti lahko sam lepo pahneš dol, če je možno še z balkona, da ti direktno odpreti in gre direktivo v večno počivališče, ne. Ampak dobro, ni vse tako tragično. Veste, ko se ljudje pritožujejo, da po 30 je težko spoznati nove ljudi, da nimaš več kam hoditi, ne. V klubih so sama mladina, vsi te čudno gledajo. Odgovor, čakalnice. Idealen antizmenek za ljudi po 30. Tiha, umirjena scena, zmotijo kvečjemu kako kašljanje, kako smrkanje. In ti hočeš, nočeš, spoznavaš nove ljudi, ki ti pa o sebi povejo marsikaj, recimo, kar bi ti na pravem zmenku zamolčali. Veš, ker tu imam taki izpuščaj, ne, tak se širi skozi okrog, pa tak malo ima zeleno okoli, pa take pikice so se mi vse to skozi pojavljene, tak se praskam dol, ni tak fajn, ne. Ni to recimo informacijo, ko je ful boljše zvedeti, ko sta oba še oblečena, ne.
Pa če ti je, res, pa če ti je pa punca všeč, ne, pa si recimo malo bolj sramežljive sorte, pa sem počakaš, da jo pokličejo iz iz ordinacije, ne, ker boš itak zvedel njeno ime pa priimek, ne. Ker edino, kar pa mene res živcira pri teh bolnicah, so pa ti listki na vratih, ne trkaj. Kaj je fora tega? Kdo to od vas šteka? Ne trkaj. Sredi vrat. To je isto, kot da bi sredi lenta pustil gajbo polno pira, zraven pa listek, ne odpiraj s priloženim odpiračem. Res. Ampak dajmo, evo, sodržavljani, pozitivno, ne predajmo se, če se nismo 91. se tudi ne bomo pred 6-mesečnimi čakalnimi dobami. Zdaj pa brez čakalne dobe, izjava številka 6. Režija, prosim. Srečko Cehnar, poveljnik enot teritorialne obrambe pri obrambi Šentilja. Soborci me sprašujejo, ali smo se borili za pravo stvar. Za domovino že, in če bi bilo treba, še 100-krat. Ne pa za elite, ki so se okoristile brez moralnih in etičnih zadržkov. Kako jih ni sram? Tako. Jaz sem ta generacija, pri kateri se je služenje, obvezno služenje vojaškega roka ravno končalo. Hvala Bogu sicer, ker jaz ne vem, kam bi mene vtaknili, v kateri rod vojske z mojo kilažo, ne. Kvečemu bi lahko bil pri mornarici za plovec. Ne. Ali pa če bi me v letalstvu zvezali na štrik, pa bi me v buri pol gor spuščali, ne, pač kot izvidnico, tak analogni dron, ne. Ampak dobro, mi pa tudi nismo pol zaradi tega doživeli, kaj so naši fotri, ne, ko so pol še cel life razlagali, kak so oni bili v nišu vojašnici, pa kak so se družili z različnimi narodi, pa kak so pili, pa delali neumnosti. Ker če kdo iz moje generacije hoče doživeti eno izgubljeno leto življenja v neznosnih razmerah, natlačen v umazani sobi z neznanci iz cele države, greš študirati v Ljubljano, ne. Ampak tudi če študiraš, to danes ni več isto, ne, ker oni so domov hodili s tetovažami, ne, JLA 72, ne, res. Danes nobenega ne vidiš, da pride domov s tetovažo Filofax 2000 do 2015. Je pa res. Je pa res, da je pri tetovažah treba paziti, ne, ker to ostane, res to ostane, ker moj stric Frane, on me bo zdaj ubil, ker vam bom jaz to povedal, ampak moj stric Frane ima tetovažo iz vojske, JLA 72, ne, ampak dobro, pol, ko je bila osamosvojitev, se je on odločil, jaz bom to spremenil, ne, in pol si je dal od spredaj napisati najprej Dala, od zadaj pa še Ma, tako da mu zdaj pač gor piše Dalaj Lama, problem je, ker mu pa spodaj piše Bitola 72, hej, ampak se ne vemo, kje je bil Dalaj Lama 72, ne. Ampak, kljub temu, pa da je bilo tisto njihovo služenje vojaškega roka bolj kot ne en tak dolg absolventski izlet, brez pena partija, ne, pa da so pač imeli puške, pa da je bila najbolj pogosta poškodba v JLA ciroza jeter, so se potem ti naši fotri, ko je šlo za res, ne, oni so se znali postaviti zraven in znali so stopiti skupaj. Ker mislim, si predstavljate, kakšna jajca so oni mogli imeti, da so stopili nasproti jugoslovanski armadi. Ker armada, to že zveni resno, res armada. Pa tudi, če je jugoslovanska armada, je armada. Ker teritorialna obramba, meni je zelo žal, ampak teritorialna obramba pol tako resno ne zveni. Ker napadli vas bomo z obrambo, teritorialno. To je isto, kot da bi otroku grozil za vzgojo, ne, permisivno. Res. Pa da ne govorimo o opremi, ne, da ne govorimo o opremi, armada v novih tankih, novih letalih, nove puške, nove uniforme, nove odlikovanja, vse novo, ne, ti naši pa res, kot da so našli eno lovsko kočo tam zapuščeno noter, pa eno omaro, pa so rekli, na, ti imaš hlače, ti imaš to srajco, ti pa pač tako kot si, ne. Ampak v redu, so šli in so se postavili nasproti armadi za samostojno Slovenijo. In da ne delamo krivice politikom, ne, tudi oni so imeli kaj zraven, ampak vse skupaj pa je bil en tak lep David proti Goljadu moment, ne. Mala Slovenija ustavi veliko armado. Mislim, v tem je nekaj neverjetnega, kakorkoli obrneš. To je tako, da bi Bojan Emeršič pretepil Igorja Bavčarja. Pač kul je, to je nekako prav, ne. In ko smo že pri tem, kar je prav, po vsaki vojni zaslužni dobijo svoje, tako je bilo tudi tokrat. Tisti, ki so se borili za Šentilj, so dobili odlikovanja in naročnino na revijo Veteran. Prej omenjeni Bavčar, recimo, on je pa dobil Istrabenz, ne. Kar je prav, ker človek ima 2 fakulteti končani, policijsko in FDV. Tako da, če je kdo bolj primeren za vodenje turistično-hotelskega konglomerata kot politolog s pendrekom, pač, jaz ne vem. Edina bolj nevarna opcija je, da bi se Slavoj Žižek pač naučil jiu-jitsu. Sakata, this is your room, please. Any petrol? Ne. In tako smo Slovenci počasi, ja.
In tako smo Slovenci počasi, ampak sigurno dobili elito. Dobro, imeli smo že prej, ampak prej je pomenilo, da pa če si elita, da se namesto v golfu enki voziš v golfu dvojki, pa pri kolcu si imel malo bliže parkirano morju, pa obrnjeno stran od sekretov, ne. Ker danes pa, če si elita, ti danes ne hodiš v kemp, ne, ti hodiš v kempinski. Ampak tudi to ni tako glamurozno, kot se mogoče sliši, ne. Ker biti elita v Sloveniji, to ni lahko, to nobenemu ni lahko res. Ker če ne drugače, je tvoje življenje polno nasproti, hišo imaš zazidano na nezazidljivi parceli, denar iz vojne za Slovenijo imaš spravljen na Cipru in tvoji otroci hodijo v najboljše šole, čeprav nikoli ne bojo zares potrebovali službe. Ena taka schizofrena situacija, ne? Ker Slovenija je najslabša država za biti eliten, ker mi tak drugemu nič ne privoščimo, razen prehlada pa inšpekcije. In zakaj mislite, da je tako malo Slovencev in kljub vsemu temu potencialu, ki ga imamo, da je tako malo Slovencev znanih v svetu? Ker pri nas ni dobro ven štrlet, ne? Ni. Ker kako bi pri nas recimo en Newton, ne? Kako bi en Isaac Newton pri nas fural sceno, ne? Pa daj Newton, no. Ne mi leža tam pod jablano, pa mi z neko gravitacijo, no daj, vstani se gor, pa idi delati. Eni delamo, drugi pa poležavate. Ne. Ker ne gre, ne. Pri nas ne maramo ljudi, ki hočejo biti boljši, ne. Si videl ono? Mati Terezo. Kak se ona ven meče s temi gobovci. Misliš, da jaz ne bi gobovce umival? Jaz sem prvi, ki bi gobovce umival. Jaz bi sam lastnoročno gobovce umival, sem ko jih ni, če jih je ona vse pobrala. Kje pa misliš, da ona dobi te gobovce? To je vse po vezah, stari, to je vse po vezah. Ne moreš, pri nas ne moreš biti nekaj več, ne moreš. Pa to mi zdaj dejansko govorimo o ljudeh, ki so nekaj naredili, ne samo uničili par tovarn, ki smo jim jih šenkali v upravljanje, ne? Pa da ne bo pomote. Jaz nočem reči, da so naši glavni politiki in osamosvojitelji brez zaslug za samostojnost. Ne, brez njih ne bi bilo nič. Bavčar je bil med vojno uničil tank, lastnoročno, in to brez raketometa, sposodil si ga za en krog. Jaz sem pravim, da so ti fantje bili takrat mogoče v malo boljši formi kot kasneje in da so mogoče malo predolgo vztrajali na svojih položajih, ne. To se vidi potem, da so za uničiti JLA rabili samo 10 dni, za uničiti gospodarstvo pa skoraj 20 let. Dr. Vladimir Prebilič, obramboslovec. Grdo se sliši, a tako je. Temelj demokracije je aktiven državljan, ki tolče po vratih, a se ne zgodi nič, ker nihče ne tolče po vratih. V prvem krogu predsedniških volitev to jesen je sodelovalo 43% volilnih upravičencev, v drugem, odločilnem, 41%. Na referendumu v drugem tiru nas je bilo 20%. Več Slovencev je bilo letos na Krku, kot pa na volitvah. In potem mi jamramo tam pred svojimi prikolcami v ta pirček noter, kako je vse nič ne štima v tej državi, kako je ta Cerar vsega kriv, pa ta Janša, pa te vinjete, pa ta regresma, nič ne štima res. In doktor Prebilič ima tukaj popolnoma prav. Če hočemo, da demokracija deluje, pol mi moramo biti aktivni. Ker ti moraš pri demokraciji stalno nekaj težiti, stalno neke nove stvari predlagati, pol moraš stalno kontrolirati, kaj se dogaja s tem, ne. In tukaj imamo mi kot narod že v štartu en problem, ker mi smo že bolj od začetka tak, pa sej bo, ne, sej bo. Če ko te punca vpraša, ljubi, jaz bom zdaj začela kosilo pripravljati, kaj bi jedel, pa karkoli, ne, karkoli ti naredi, res, karkoli. Zadnjič sem ti naredila solato z rakci, pa si pol zavijal z očmi. Jaz, da sem zavijal z očmi. Ma nisem jaz zavijal z očmi. Res nisi zavijal z očmi? Pol lahko danes pripravim solato z rakci. Pa ja, ti karkoli naredi, res karkoli. Ljubi, karkoli, se lahko zdaj pogovarjam z odraslo osebo, ja ali ne? Pa karkoli, naredi ti, kar je, ne? In pol čez pol ure, ne? Ljubi, evo, večerja je na mizi, kaj pa je? Solata z reakcije, pa daj, no, pa ne, pa kdo te lahko je, solata z reakcije, res. In tako nekako se mi obnašamo kot državljani, ne. Ko je treba kaj premakniti v državi, takrat nas to ne zanima, ne. Ko se pa nič ne premakne, pa smo pa jezni, ne. In pol organiziramo protest, za ohranitev javnega zdravstva in pride 2000 ljudi. In organiziramo protest proti vladam, proti elitam, pride 500 ljudi. Organiziramo protest proti korupciji, pride 8 ljudi, edinih 8, ki si ni v žlahti. Ker mi nimamo časa za proteste, ne. Mi doma sedimo pred televizorjem pa jamramo, kako gre vse v tri krasne. Hočete imeti 200 000 ljudi jeznih na ulici? Komod, ni problema. Izklopite internet, resno.
Ker če vzameš ljudem televizijo, socialna omrežja, forume in porniče, to nimajo drugega, kot da grejo na ulice, ne? Ker hočemo torrente za vse, optična žica, naša je pravica, optika, dolenar tak, kdor dol ne vleče, nima sreče, hej, kdor ne šera, naj se tera, hej, brez me to vrnet, meni ni živet, ne bi živeti, ljudem bi se utrgalo in namesto granitnih kock bi metali te stare Nokije noter v parlament, res in policaji bi nam talali za ston SIM kartice, samo zato, da imamo mir, ne, ampak ne, narod pritiska naprej, gremo proti vladni palači in zahtevamo 10 megabajtov na sekundo ali bomo pa vse porušili, ker to je to, lahko nam date minimalno plačo, ampak hočemo pa maksimalni prenos podatkov, internet, alkohol in slovenske telenovele, zato se bomo borili, za vse ostalo pa se bo, ne, pa se bo. Ampak nismo sami krivi, tudi nismo mi sami krivi, ker naša demokracija nam zadnje čase ponuja zbiranje med slabim in slabšim. Je res demokracija, če lahko zbiraš med Erjavcem in Bratuškovo? Je res demokracija, če lahko zbiraš med Šarcem in Pahorjem? Ok, ona dva vse imata neke svoje kvalitete. En je dober igralec, to drugi je pa dober igralec in imitator. Ampak vseeno, no. Pač, meni se zdi, da bi predsednik mogel biti nek človek, ki drži neko politično ravnovesje v državi, ne pa na supu, ne. Ampak pol pa, vem, vedno isto, ne, pol pa pridemo do teh rešitev, zakaj pa pol ti ne kandidiraš, ne, jaz, da bi kandidiral, pa daj ti kandidiraj, ne, če si toliko pameten, jaz pa daj ti kandidiraj, če si toliko pameten, pa vse veš, vse vsak lahko kandidira, folk, s tem stavkom smo mi prepričali Andreja Šiškota pa Angelco Likovič, da kandidirata. Ja, by the way, Šiško, folk, kaj nam je? Že itak nas v Ljubljani gledajo, kot da smo neko mesto, kjer slučajno po nekem naključju živijo sami vaški posebneži. Ste videli kdaj kako telenovelo ali pa kako humoristično serijo, kjer lik simpatičnega pijančka ima slučajno ljubljanski naglas? Ne, vedno je Štajerc glupi, vedno je Mariborčan to, res. Veš, koliko Ljubljančanov te že v štartu pomilovalno gleda, a ja, fuck, a ti si prav z Maribora? Aha, res, ampak ti tam v tem vašem Mariboru, a vid, mislim, tudi tam, a ti tudi kaj delaš ali tudi živiš od socialne podpore, tako kot vsi ostali, no? Ne, jaz delam, jaz sem igralec. A res? Oh, wow, a ti si igralec, the best. Ampak to je bila ena taka amaterska scena, ne, ki se bolj popoldne dobite, pa pač pijete vaš, no, kvaj že, no, špricer, a ne? Ne, jaz sem igralec, jaz sem zaposlen v Slovenskem narodnem gledališču v Drami. Oh, fuck! O Mariboru imate tu dramo, noro, ampak tam delate pa te veselo igre, ne, ker imate en to cute naglasek, ne, veš, naglasek je to cute meni, ne, ja, ker ravno kar delamo Moliera, prejšnji teden smo dobili prevod v štajerščino, tartuf, čuj, gre za en špricer, liter. Smejmo se, ja. Ampak ni problem v Ljubljančanih, da ne bo pomote, ni problem v Ljubljančanih, mi si sami to delamo. Za župane volimo ljudi, ki niti dvigala ne bi smeli upravljati, kaj šele mesta. Ja, in na predsedniške volitve, glih iz Maribora pride kandidat, ki je bil obtožen poskusa umora in bil v zaporu. In res, manjka nam samo še kak poslanci zapora, ampak ok, hvala Bogu, to je že Grosuplje poskrbelo, ne? Ampak res, ne, jaz ne pravim, da so ljubljanski kandidati kaj boljše, tudi to ne, samo oni zaenkrat vsaj poskrbijo, da še ne grejo v čuzo, ne. O našem velikem, malem, vijoličnem mestu pa govori tu in naslednja izjava, ne. Režija, prosim. Bojan Golčar, avtor fotoknjige o Mariboru. Kdor še vedno misli, da je Maribor mesto, kjer se ustaviš samo, če ti poči guma na avtomobilu, mu že dolgo ni počila guma. Jaz sem že omenil, jaz sem z Maribora, tu rojen, tu vzgojen, naš četrti list, Borova forever, res. In jaz moram priznati, da mene včasih zaboli, ko jaz vidim, kaj se dogaja z našim mestom. Oziroma, ko vidim, kaj se ne dogaja, ne. Ljubljančani doživljajo turistični razcvet, oni vse posod gradijo, obnavljajo, da se človek poleg vpraša, pa odkot ni v to keša, odkot? Se pol, ko se usedeš v Ljubljanci na pir pa na kavo, ti je jasno, odkot, ne. Ampak bela Ljubljana, tam se dogaja, tam je denar. In štajerski ekonomski migranti se vsako jutro zgrinjamo tja, ko barbarske horde proti Rimu, samo da mi ne prihajamo na konjih, ampak s prevozi.org. In Janković je že toliko mostov zgradil, da mu zdaj
zmanjkuje počasi prostora, da bi čez kaj lahko še gradil, ne. Tako da zdaj že razmišlja, da bi še eno reko skozi mesto speljal, sem zato, da ima čez kaj še kaj zgraditi, ne. In tako to je. V Ljubljani gradijo mostove, mi pa spimo pod njimi. Pa ni nobene logike, zakaj bi bilo tako, ne. Maribor ima 100-krat večji potencial. Glejte, kakšne firme smo mi imeli. MTT, Konstruktor, tam, Kovinotehna, Elektrokovina, vse živo, res. Nam je propadlo več firm, kot jih Ljubljana sploh kdaj imela. In če jaz gledam, kje jaz pustim največ denarja, ko grem v Ljubljano, je njihovo najbolj uspešno podjetje itak javna parkirišča. In za razliko od Ljubljane ima Maribor tudi podnebje, v katerem lahko uživaš, tudi če nisi samomorilec ali pa lesna goba. Konec koncev je našemu županu tu v Lubenice boljše rastejo kot v Dalmaciji. Pol imamo fuzbal, mi imamo že 3. sezono nogometno ekipo v Ligi prvakov, halo? V Ljubljani navijači nosijo šale, zato da se lahko po tekmi zavijajo v njih. Mi imamo lepo mesto. In na fotografijah gospoda Bojana Golčara je malo bolj črno-belo, na zunaj je malo olupljeno, zapuščeno, ampak v tej svoji podrtosti je to mesto točno tako, kot so njegovi ljudje. Iskreno. In zato meni včasih res ni jasno, pač, kje je problem. Ali je res to, kar pravijo zlobni jeziki, da ljubljanski šerifi 10% vzamejo, naši pa 10% pustijo? Ker če greš ti z vlakom iz Ljubljane v Maribor, to v ceno vozovnice tudi ni vštet sam prevoz, to je celo potovanje s časovnim strojem, ne? Ker ti lahko z ICS-om štartaš z 20-minutno zamudo, pa še vedno prideš v Maribor v leto 2005. Infrastruktura je v preteklosti, ampak glave, to pa je v prihodnosti, ne? Nič ni, vse bo. Bo tovarna baterij, bo letališče, bomo podaljšali letališko stezo na 3,3 km, ker zaenkrat je samo to ovira, da trume turistov namesto na Bahame pridejo v Maribor. In bomo obnovili ljudski vrt, zahodno tribuno bomo tak fejs pimpali, da bomo lahko vse odvečne pacijente iz prenatrpanega UKC-ja kar tja gor vozili, ne. Kardiologija, sektor 2G ali pa zlomi za golom, res. Bomo dali nove dižnike na tržnico, ne. Ali pa, če vse branijo, ki oblečemo v plavo, pa jim damo gor bele kapice, pa jih začnemo tržiti kot deželo smrkcev, pol bo mogoče šlo hitreje, ne. Ja. In več v županovih planih si lahko preberete v njegovi brošuri Maribor ima priložnost, ki je tako kot vseh ostalih knjig in tiskovine ne morete dobiti v novi mariborski knjižnici, ker je ni, ampak bo. Ljubljanski župan dela, naš se pa dela, da dela. In edini, ki je manj cajta delal, je bil električni vlakec majster. V petek so ga zalaufali, v soboto je že crknil. In ironično, človek, ki ga more popraviti, je spet majster, sam da tokrat ni general, ampak mehanik. Pa da ne bomo sam zlobni, evo, noge zgasa. Res, ene stvari že imamo. Imamo recimo prvo slovensko-kitajsko televizijo. Je kar nenavadno, ko med dokumentarcem o Mao Tse-tungu razmišljaš, kak je bolj uravnotežena kot večina slovenskih medijev. In imamo tudi nova drevesa na cesti Zmage. Zdaj v čast Zmage motork nad Lipami jo bomo preimenovali v cesto Žage, ker Društvo hrvaških natakarjev je že poslalo sožalni telegram prebivalcem Tabora, ker oni zelo dobro vejo, kak je to, ko zgubiš 92 lip. Imamo novo zavarovalnico Maribor. Imenuje se Sava. Po najbolj štajerski reki takoj za Dravo, Muro in Savinjo. Imamo pa tudi edinega mariborskega dinozaura, ki smo ga danes pripeljali v Dramo samo za vas. Rocker, latino gypsy swinger, kantautor, ki žogo ali pa brez plava proti toku Drave. Drage dame in gospodje, Zoran Predin in Lačni Franc. Zvesti sinovi ne ljubijo nikdar zaman, pestrijo prostore in krasijo vsak dan.
v avtih nevsiljivo dišijo, v šolah se pridno učijo, staršev sploh ne pretepajo, so dobra naložba za stare dni. Vaterpolist je koristna žival za vsako družino. Vaterpolist, po sreči vas kmalu po puberteti. Vaterpolist, kam ga boš dal, tam bo ostal. Predgostite, nikoli ne bo sram. Predgostite, nikoli ne bo sram. Ker imajo avstrijske otroke in ker imajo tetovirane roke, so gospodarji svojih teles, ko hodijo k maši. Kaj veš, če je res? Vaterpolist je koristna žival za vsako družino. Vaterpolist, po sreči vas kmalu po puberteti. Vaterpolist, kam ga boš dal, tam bo ostal. Predgostite, nikoli ne bo sram. Predgostite, nikoli ne bo sram. Vaterpolist je koristna žival za vsako družino. Vaterpolist, po sreči vas kmalu po puberteti. Vaterpolist, kam ga boš dal, tam bo ostal. Predgostite, nikoli ne bo sram. Predgostite, nikoli ne bo sram. Hvala skupini Lačni Franc, spoštovani in spoštovane. Smo v fotofinišu naše prireditve, 8 izjav smo že slišali, pokomentirali, videli, 2 sta nam še ostali. Upam, da je še kaj prostora za pametne misli, kajti čas je, da ugriznemo v 9. bob. Režija, prosim. Andrej Velkavrh, meteorolog. Če bi vsi ljudje na Zemlji živeli tako kot mi v zahodnem svetu, bi bilo verjetno kar hitro vsega konec. Tako pa nam vsi, ki živijo skromneje od nas, podaljšujejo iluzijo, da še kar gre in da bo še šlo. Ko sem jaz bil še mali, pa sem šel potem po parku malo na sprehod, jaz sem avtomatsko eno vejo tako dol cufnil, pa kar odtrgal z drevesa. Pač sem tako malo, da grm vidi, kdo je šef. In meni se to ne zdelo nič hudega, res, pač kao, kaj pa te bo, ne? Ampak če te pa je kdo videl, kdo od starejših, potem pa takoj dobo eno bočno parkirano z desne od zadaj. Si ti normalen? Kaj to delaš? Kaj če bi vsi tako delali? Kaj če bi vsi to tako delali? Malo ne bi bilo nobene rastline več v parku. Kaj če bi vsi tako delali? In jaz moram priznati, meni se je to zdelo tako krivično, res. Mislim, ker kakve so zares možnosti, da bi si prav vsak mimoidoči mulc utrgal eno vejo, ne? Otroška leta so itak najbolj kreativna leta človeškega življenja, ne? Vada ne bomo vsi isto delali. En si utrga vejo, drugi proba brcniti goloba, tretji pač proba odgrizniti del klopce, ne? Tok možnosti, tok idej, vada ne bomo vsi na vejo navadili, ne? Ampak vseeno to pravilo, ne? Kaj bi pa bilo, če bi vsi, kaj bi pa bilo, če bi vsi, potem ti s časom ponotraniš, bla, 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 in je prav, ne? Ampak ta nek otroški dvom pa ostane v tebi, ne? Pa saj to je okej, če sam jaz to delam, ne? Saj to pa ni nič narobe. In potem ti gledaš televizijo,
dokumentarni film o problemih smetiščih v Indiji in to onimi ta ogromnimi, ne, ko so noter cele vasi, cela mesta in pol si zraven odviješ jabolko iz tega super praktičnega paketka, ko ima spodaj ta stiroporček pa folijo čez, pa piješ vodico iz svoje pol-litrske plastenke, ne, in si misliš, pa ti Indijci, ne. Daj pogledaj ti Indijci, kako oni smetijo, ne. Kaj, če bi mi vsi tako, ne. In ti niti pomisliš, ne, da bi pač ti lahko tudi bil del problema, ne, kako. Pa saj jaz sem sam jaz, ne. Oni so pa vsi. Zahodna civilizacija šele zadnjih par let resno fura eko, bio, razgradljive vrečke, pa platnene torbe v trgovino, ne. Ampak to pa nam ne preprečuje, da ne bi pač mi celemu ostalemu svetu pridigali o tem, kako oni onesnažujejo svet. Ko da nismo mi tisti, ko smo 50 let nazaj začeli vse zavijati v polietilen. Človek še danes, ko pride s tržnice, pride opremljen domov s toliko plastike, da bi doma lahko latojo sestavil. Res, gospod, a vam jaz tole češnico zavijem v plastiko, prosim, ja, pa če lahko pol date še vse skupaj v eno večjo vrečko. Veste kaj, bom kar 2 dala, sem zaradi tega, da bo za ziher. Dejte, ja, ti Indijci, ne, kako nam oni vse smetijo, ne, kako nam vse smetijo, res. In potem mi o tem svojem ekoegoizmu predavamo, kako bo ta svet šel maloro, ne, kako ta svet tega ne prenese, pa se to doben več ne more, pa kaj si oni mislijo, ne, recimo ti Kitajci, kaj si pa oni mislijo, oni res rabijo vsak svoj pralni stroj, ne se skup zmenijo, pa eno žehto skup naredijo, ne, kva si pa oni grejo, ne. Pri nas se šteješ za reveža, če nima vsak polnoletni družinski član vsaj enega avta pa 2 zamrzovalnih skrinji v kleti, ko laufata non-stop na polno, ja, ker kje bomo pa zmrznili teh 100 sarm, ko jih je ostalo od novega leta, ne. Naj se Kitajci zmenijo, naj oni skupaj žehtajo, ne. In dejstvo je, da ti grozni onesnaževalci ne delajo čist nič drugega kot Evropa pa Amerika, samo da delajo to 50 let kasneje, ne. Mi pa smo še vedno pametni, ne, in pametni in se zgražamo. In to je isto, kot da bi se pač starš zgražal nad otrokom, ker kadi, sam bi pa predtem ugasnil že 20 čik v enem dnevu. Ampak svet gre k koncu, mi pa tudi, in čas je za 10. izjavo, po kateri bomo izvedeli, katera bo proglašena za Bob leta 2017. Režija, prosim. Doktorica Darja Kerec, zgodovinarka. V duhu domoljubja bi bilo prav, da vemo, kdo sta bila Trubar in Cankar, ter da je pri osamosvojitvi sodelovalo veliko ljudi in da junija 1991 niso prišli 3 Ramboti in lastnoročno poskrbeli, da smo bili na to samostojni. Kar se tiče osamosvojitve, verjetno vsi vemo, da ni bilo 3 Rambotov, bil je samo en, pa še njemu je bilo ime Zmago. Kar pa se tiče domoljubja, takrat 91. si ti lahko še komu rekel, da je domoljub, pa to ni zvenelo kot žalitev ali pa zdravniška diagnoza, ne. Danes pa, če komu rečeš domoljub, si povprečen 25-letnik predstavlja enega starega strica v vojaški uniformi, kako tam tipka po tipkovnici, ne, zarote v udbo, mafijskih zarotah, ne, pa takučan, ne. In še nam, malo starejšim, pač ta domoljub zveni kot neka ogrožena vrsta, nek pozabljen, retro moment. Kaj pa vaš mož kaj počne? On je pa domoljub. No, naš se pa v mostiščarje oblači, mogoče bi se lahko kdaj dobila. Ja, lahko, ne. Res. In kako je ta pozitiven odnos do dežele, v kateri mi živimo, naenkrat postal izraz čudaštva. Okej, jaz razumem, da je mladim vseeno. Za njih pojem polpretekla zgodovina pomeni četrtek. In niso čist prepričani, ali pač svetovna vojna, ali to pomeni, da je bila kao full cool svetovna stari, ali da je potekala po celem svetu, ne. Če mislijo, da je Trubar ime bara, Kete pa Murn pa 2 vrsti žuželk, in valjda, nič jih ne zanima, razen če to ni imelo 1.500.000 ogledov na YouTubu, pol pa ja, ne. In pri prvem verzu naše himne se oni sprašujejo, pa kaj je na Rogli tako posebnega? Kaj je tako na Rogli posebnega? Zakaj žive naj vsi na Rogli? Pač, ne. In kako boš ti njim razlagal pojem domovine pa domoljubja? Kako boš ti razlagal to ljudem, ki so v življenju prebrali sam tekst od Despacito pa sago Somraka? Ampak tudi pri starejših je tako, res, tudi pri starejših. Podobna situacija, kakšna domoljubnost, pa kakšna domoljubnost, kaj pa je ta država za mene kdaj naredila, kaj so te oni za mene kdaj kaj naredili, kaj so naredili za tebe, ogromno že s tem, da polpismenih ljudi ne preganjajo, res. Ker kdaj bomo mi dojeli, da država ni sovražnik, država niso poslanci, država niso svetniki in domovina ni neka tuja entiteta, v kateri pač plačuješ davke, ker si se tukaj rodil. Ne, to smo mi skupaj. In če mi ne maramo teh nas skupaj, kako bomo potem imeli dobro mnenje o nas posameznikih, ki ta skupaj tvorimo. In domoljubje nas tako prime včasih samo še občasno, v nekih ekstremnih trenutkih, kako ga premagamo na košarkarskem parketu, ali pa kako ga premagamo na poti iz Sirije v Nemčijo, ne.
To je bilo najbolj neverjetno. Najbolj zanimivo je bilo gledati, kako smo mi takoj šli braniti deželo, ki jo šimfamo od ponedeljka do petka na šanku, takoj, ko je nekdo sam pomislil, da bi se tu naselil, ne. Ker to pa ne. Res je, vsi naši sosedje so kreteni, vsi naši šefi so lopovi, vsi politiki so itak prevaranti, ampak oni so naši prevaranti, mi jih z nobenim ne bomo delili, tako da raus, gremo ven. Ne. In rabili smo 20 let, da smo potegnili telefonsko žico do najbolj oddaljenih vasi in sam 3 dni, da smo potegnili bodečo žico okrog pol države. By the way, naša tehnično obrambna linija še vedno stoji, zaenkrat nas je obranila pred 120 srnami in 400 zajci. Bravo mi. Ampak čas je, da se od nesrečnega živalskega sveta posvetimo bolj veselemu, rastlinskemu. Podelili bomo najbolj pomembno stročnico v Sloveniji, Bob leta 2017. Preden pa to storimo, poglejmo še enkrat vseh 10 nominiranih izjav. Dr. Matjaž Mulej, ekonomist, upokojeni profesor. Je že tako. Če naravo uniči narava, se temu reče katastrofa. Če jo uniči človek, se temu reče razvoj. Marko Vezovišek, scenarist. Danes Shakespearjevega klasičnega ogledala ne moremo več nastavljati. Kar je ostalo, je selfie, ki potrjuje lastno idealizirano sliko. Doktorica Svetlana Slapšak, antropologinja. Treba se je več gibati med ljudmi in manj tekati med dresi ter iskati srečo v dragih fitness centrih in med policami samopostrežnic. Kajti biti srečen in čim bolj butast je zahteva, ki nam jo postavlja politična kasta. Marko Prezelj, alpinist. Z virtualnim svetom so nas nategnili. Google Earth, Street View, vse vidimo. Ampak to je kot virtualni seks. Nina Kozorog, zdravnica. Bomo toliko časa hodili po robu, da bo celotna zdravstvena dejavnost centralizirana v večjih mestih, vsi odročni kraji pa bodo lahko zdravniške nasvete iskali v gorskem zdravniku? Srečko Cehnar, poveljnik enot teritorialne obrambe pri obrambi Šentilja. Soborci me sprašujejo, ali smo se borili za pravo stvar. Za domovino že, in če bi bilo treba še 100-krat. Ne pa za elite, ki so se okoristile brez moralnih in etičnih zadržkov. Kako jih ni sram? Dr. Vladimir Prebilič, obramboslovec. Grdo se sliši, a tako je. Temelj demokracije je aktiven državljan, ki tolče po vratih, a se ne zgodi nič, ker nihče ne tolče po vratih. Bojan Golčar, avtor fotoknjige o Mariboru. Kdor še vedno misli, da je Maribor mesto, kjer se ustaviš samo, če ti poči guma na avtomobilu, mu že dolgo ni počila guma. Andrej Velkavrh, meteorolog. Če bi vsi ljudje na Zemlji živeli tako kot mi v zahodnem svetu, bi bilo verjetno kar hitro vsega konec. Tako pa nam vsi, ki živijo skromneje od nas, podaljšujejo iluzijo, da še kar gre in da bo še šlo. Doktorica Darja Kerec, zgodovinarka. V duhu domoljubja bi bilo prav, da vemo, kdo sta bila Trubar in Cankar, ter da je pri osamosvojitvi sodelovalo veliko ljudi in da junija 1991 niso prišli 3 ramboti in lastnoročno poskrbeli, da smo bili na to samostojni. Bob leta 2017 bo razglasil in podelil odgovorni urednik časnika Večer, gospod Matija Stepišnik. Spoštovane gospe in gospodje, drage bralke in bralci, cenjene gledalke in gledalci prvega programa televizije Slovenija, dober večer.
Dober večer v imenu uredništva Večera in skupine Večerovih medijev. Pravijo, da živimo v prelomnih časih, v svetu, ki se bliskovito spreminja. V eter javnega prostora gre vsak dan nešteto besed, sporočil, čivkov in drugih komunikacijskih novotarij. Veliko jih je praznih, vedno več je danes vulgarnih in žaljivih. Toda Večerova akcija Bob Bob, že 19. po vrsti, je naš upor proti temu. Je naša zaveza, da vsak dan prebiramo in izbiramo besede, ki stojijo, ki imajo težo, ki ne izvenijo takoj, ko vi obrnete naslednji list v časopisu ali pa kliknete na naslednjo vest na svetovnem medmrežju. Je naša odgovornost, da najdemo ljudi, ki ne sejejo nestrpnosti, ampak navdihujejo in dajejo misliti, ki v družbi plitke pozornosti v vaše misli zarežejo močneje. Rečejo Bob Bob, enostavno, preprosto, neposredno, brez olepševanj. Na vseh križiščih pred prihodnostjo, ki je negotova in nepredvidljiva, razmišljamo, kje smo in kam gremo. Smo kot država, ki ni več ne otrok, ne najstnica, dosegli cilje, ki smo si jih zastavili, gremo po pravi poti. Mnogo je stvari, na katere smo upravičeno ponosni. Veliko je ljudi, ki pri nas delajo in pišejo velike zgodbe. A velikokrat smo upravičeno razočarani, žalostni in celo jezni. Kritične besede v takšnih trenutkih moramo razumeti kot opomin, kot zahtevo in spodbudo, da se stvari vendarle uredijo. In ob 26-letnici državnostmi smo v Večero povabili 26 sogovornikov, da so razmišljali o državi danes in predvsem jutri. In eden od njih je rekel takole. Soborci me sprašujejo, ali smo se borili za pravo stvar. Za domovino že, in če bi bilo treba, še 100-krat. Ne pa za elite, ki so se okoristile brez moralnih in etičnih zadržkov. Kako jih ni sram. Gospe in gospodje, Bob leta 2017 je po izboru več kot 25.000 glasovalcev, ki so sodelovali v tokratni Večerovi akciji, rekel poveljnik enot teritorialne obrambe pri obrambi Šentilja, gospod Srečko Cehnar. Gospod Cehnar, iskrene čestitke in vabljeni na oder. Dober večer, spoštovani. Hvala vsem, ki ste glasovali za naše izjave, ne samo za mojo. Zame ni bilo pomembno, katera izjava bo zmagovalna. Pomembno je, da si vsi prizadevamo za boljši jutri. Tudi moja izjava je bila napisana pred dnevom državnosti. Ko dobiš priložnost, pač poveš, kar te žuli, oziroma kar se je dolga leta nabiralo v tebi. Leta 1991, v času osamosvajanja, smo bili samostojni. Ampak kasneje, oziroma v zadnjih letih, so nas zopet uspeli razdvojiti. Se opravičujem. Naša država in naša družba je padla zelo nizko. Od obljubljene druge Švice je ostalo zelo malo. Šlo je samo navzdol in ker so naši najbolj odgovorni izgubili moralni kompas. Ker jim domovina in lastni narod ne pomeni veliko. Pomembno jim je predvsem osebne koristi, koristi strank in pa bogatenje na račun drugih in tako dalje.
Dejansko so nas izdali. Na koncu svoje izjave sem zaželel naši skupni domovini in državi lepšo pot v prihodnost. Izvoljenim predstavnikom slovenskega naroda pa, da bi končno začeli sodelovati v dobrobit vseh nas. Na koncu se zahvaljujem Dnevniku Večer oziroma časniku Večer, se pravi čujem, za dolgoletna prizadevanja, da se sliši naš glas. Srečno Slovenija in naj ne bo pozabljeno. Drage in dragi, spoštovani pred TV ekrani, to je bil Bob leta 2017. Čestitke dobitniku Boba, čestitke vsem nominirancem, hvala gospodu Stepišniku, hvala vam, drago občinstvo, bralci časnika Večer, tudi hvala tehnični ekipi in obema glasbenima skupinama. In zaključili bomo tako, kot se spodobi, glasno, dame in gospodje, še enkrat, gospod Zoran Predin in Lačni Franc. Adijo pamet, stara kurba, adijo svet. Pusti betonske nosilce, naj ga nosijo. Adijo pamet, danes gremo na izlet. Ilegalni pubertetnik v družbi dveh deklet. Za menoj potrebni junci, adijo podivjani svet. Adijo pamet, drži gobec, slika sama govori. Pusti še drugim naj jo poslušajo. Adijo pamet, prosim ne razlagaj mi. Ilegalni pubertetnik v družbi dveh deklet. Za menoj potrebni junci, adijo podivjani svet. Pamet, smrtno ranjen pralni stroj. Pusti naj nas kozarci umivajo. Adijo pamet, jaz ostajam svoj. Ilegalni pubertetnik v družbi dveh deklet. Za menoj potrebni junci, adijo podivjani svet.